Model je tak poseben sprehod. Opazili ste že naše znamenite stave in same postavke, vsi moški postavki so na poti, ne? So nekje, so taki vagabundi. Zdaj bomo šli malo po našem lepem gradu in potem nadaljevali pot po mestu in zaključili na najvišji točki našega mesta, to je naš vodovodni stolp. Vsako leto, zdaj že kar to bo na četrtič, se odpravimo v 10 z našimi dragimi znamenitimi, tako jim rečemo, so pa predvsem to naši znameniti podporniki in podpornice, naši dragi sodelavci, delavci Slovenskega muzeja, ki so tako odlični, da pač nekako delijo pravite svoj čas, delijo svoje znanje in delijo tudi svoje zmožnosti interpretacije oseb, ki so zaznamovale določene dele preteklosti, če smem tako malo povedati. Tako da zdaj smo že prosili, da so se malo med vami sprehodili, pa jih bom jaz predstavila. Najstarejša je tam gospa ministrica. Gospa ministrica je prišla iz avstrijskega dvora. To je prav nekaj posebnega. Ona je v tistem času, ko je Martin Karpan sol tihotapil, in je bila izjemno pomembna, se pravi, da je tam 17. stoletje nekje, in zraven je tudi princeska, takratno spoda, to ste naši dragi predveli, so pa dragi okvir našega gradu. Se pravi, v resničnem življenju sodobnosti je prva Metka Brbošek, druga pa zove Iva Jurečič, tako da ste vedeli, Potem pa je druga zanimivi postavljici, oziroma mogoče pa najstarejša naša pisarka, in to prerečujem. Tudi pisarko imamo od tega časa, ki najrajši popisuje krškopoljske prašičke. In mogoče ste opazili, ima veliko knjigo, ona je tako zaslušna, da jo sploh še poznamo. Mogoče ste opazili, da tudi naša kavarna je letos je v bistvu tako krškopoljski prašiček s to vlazli. Vedno te naredite rentgen, Ker kaj je značilno od krškopoljskega prašička? Da ima eno liso belo. Zdaj, tisti, ki ste od drugod, mogoče ste opazili naše piškotke, ki so tudi krškopoljski prašički v najboljši obliki v piškotkih. No, tudi mi smo danes naredili to omizje kavarniško, tako da je malo spominja na prašička, ker imamo ta naš projekt Črno-bela harmonija z Krškega polja, ki ga delamo številnimi partnerji. Muzejski del je ta, da skrbimo za dediščino, da se ukvarjamo s Krškim poljem, da raziskujemo pomen Krškega polja, kaj nam vse to pomeni. In če bi pisarka nam pomagala, pisarka, kaj bi zapisovala, koliko je pšenice, koruze še ni bilo preveč, če niso naravne, kako je z vinogradi. Če je bila toča, če je bilo take stvari. Kako se je prodajal vin, cviček takrat, ali šmarnica. Ja, bila šmarnica. Da te stvari. Tako. In pisarka je tudi točno vedela, koliko prašička je bilo leta 1625, koliko jih je bilo. Ni zapovedati. Boš da ne povedati, možemo povedati. Dobro, se malo pohecamo, ampak potem pa pridemo k izjemno slavni osebi, to je pa Ana Maksimila Valvazor. Mija Vaškovč, še v sodobnosti. Ana Maksimila Valvazor, ona je pa žena gospoda Valvazorja, ki ga pa res nikoli ni bilo doma. Nikoli ni bil doma, ona je vedno sama in zelo se lepo sliši, vedno srečna. Vse poročene bodo živela zakaj. Ona je tudi bila druga žena Valvazorjeva, je tudi preživela, se je potem še enkrat poročila, ampak mi jo imamo za naše, ker je v Krškem živela, koliko let si živela v Krškem? 6 let. 6 let, ja? Dobro, Ja, je pa okolica Krška. Ja, tako. No, tako, ni še daleč, To je naša draga Sonja Levičar. Hvala, Sonja. Ona bo potem še kaj povedala, kje je njen mož, kje je Valvazor. Nekje v Nemčiji se vidi. Če je res.
Namreč Valdo je zelo rad potoval, zato pa tudi je potem lahko vse to napisal. Potem pa imamo, kdo je potem že, Marija Atenc. Marija Atenc, ona je pa na nek način najbolj naša, ker je pa resnično bila zelo povezana z tem našim gradom. Poročila se je pa z Antonom Aleksandrom Avščerkom, ki je bil pa zelo šrajber kulture. In Marija Atenc je mogoče edina, ki je res hodila po tem gradu večkrat in bomo šli tam po tej njeni terasi, tam pod Ciganicem. Kaj sta počela z Antonom? Ne smem povedati. Ne, ni za povedati. Grajska skrivnost. Ja. No, ampak Marija Atenc je bila recimo tudi predhodnica Vesna, kje pa si? Nije več, Vesna. Aha, ti pa Marija Atenc je bila ravno za skupaj, bi ti pomagala. Marija Atenc je bila tudi slikarka. Ja. Drugače mi je ime Vesna. Ja. Reče pa Vesna Žučko, ja. Ampak Marija Atenc je bila res tudi zelo znana slikarka že takrat in danes tudi najdete njena tihožitja v Narodni galeriji v Ljubljani, tako da je še danes slavna. Žal nič nimamo tukaj, ker so nam Ljubljančani vse vzeli, kaj to z Ljubljane. Dobro, hvala Bogu, dobro. Vesna Žučko je v tem oblačilnem videzu, ki je narejen bil z enega drugega projekta. Kaj je že to projekt? Od ribiča do groba. Ja, to da ona je ličkeno. Ona je ena vsiljivka. Evropska povezava, evropski projekt. Iz evropskega projekta. Ampak krasna gospa. Potem pa imamo naslednjo gospo, ki pa se drži gospoda, ona se vedno najde nekoga. To je pa velika dobrotnica Josipina Hočevar, ki je pa šolala, najbolj, če smo v umetniškem krogu, Ivana Zajca. To je Ivan Zajec. Kdo ve? Siguren veš. Ivan Zajec je bil seveda taki par, ki je naredil Prešernov spomenik v Ljubljani. In ki ima tisto muzo, pa so potem leta 1905 ga oblačile Ljubljančanke, ker je bila preveč slečena. Ampak ker njegova teta oziroma pol teta, bi lahko rekli, Josipina Hočevar, je imela pa toliko veliko denarja in razumela umetnost in mu je plačala celoten študij. Tako da je podpirala njega, pa potem tudi Frane Klemenčiča, to je bil pa še drug slikar, ki je pa bil Boštanjem, mu je tudi plačala študij. Pa še številni, se vidite, da govorim, ker bi lahko veliko povedala. Ampak najrajše pa povem pri Josipini, da je na koncu, če imate veliko denarja, se dajte po njej ozirati, ker je ustanovila 16 štipendijskih skladov. Plus je toliko volil, imela toliko denarja dala, da bi lahko zgradila takrat v istem času 3 mostove čez Savo in Krko. Te železne, Železni most so zgradili približno v tistem času. Letos je 120-letnica izgradnje in 25. avgusta, točno na dan, ko se bo odprli, se bomo tudi mi od gradu sprehodili čez most in eno lepo popoldne večer preživeli skupaj takrat je bil najdaljši mostov avstro-ogrski, sploh pa tako most čez dve reki, Krko in Savo, kar vsi mi dobro poznamo. Tako, to je naša Josipina Hočevar, ki je imela res veliko denarja, drugače to je Ivanka Čarelić-Jurečič, ki ima tudi veliko denarja. Se lahko rečemo, ker se ukvarja z računovodstvom drugače. Ona je tudi avtorica teh kratkih šotkov, ki jih imate na mizi. Dobro, potem po letih naslednja je pa Ana Šmidl-Romih, naša draga učiteljica, ki je učila deklice v krški meščanski šoli, ki je financirala Josipina, še kaj več, če samoročnih del po gospodinstvu. To je bilo zelo pomembno, da so deklice znale tudi kaj več. Imela tudi moža župana, tako da na sorodnosti župana, ki ga pa tudi nikoli ni. Lih imamo, ampak nam malo moški nam obeljajo. To je pa Karmelita Dramšček, tudi ona je učiteljica v svojem sedanjem življenju.
Tako da ona najbolj v tem živa, ne? Da lahko si malo iz 19., 20., pa tudi 21. stoletja. Ja. Vse, kar se rabi. Kaj se rabi? Kaj se rabi? No in potem je še ta gospod, ki nas pa snema. Ja, to on je pa najmlajši. On je pa, njegov lik je pa navdihnjen slavnim fotografom Josipom Pelikanom, ki je sicer bolj poznate kot Pelikan na hiši v Celju, ampak on je dejansko veliko časa preživel tudi v Brežicah in je poročen Brežičan. To je najpomembnejše. Da je bil poročen. Kaj? On je bil pa več doma. On je bil pa več doma, ja, on pa je doma. Ja. To je pa naš dragi Davor Lipej, ki zelo rad spremlja nas in seveda bomo našli to krasno, ta krasen lik. Ne. Tako da ni čist, ni on ravno Josip Pelikan, je pa Davor J. Pelikan, recimo. Ne. Tako. Dobro, zdaj pa smo pripravljeni, gremo na sprehod. Smo, gremo. Par kratkih besed. Torej, moja razstava je razdeljena v resnici tudi na dva dela. In tudi na en način govori o umestnem prostoru. Ta umestni prostor nastane med Erosom in Thanatosom. In če je ta prvi prostor namenjen na en način človeškemu telesu, erotiki in tako naprej, je potem tisti drugi dan že nečloveški. Nekak naslutna tistega, kar nas čaka in kar zre v nas, že sedaj, pa vendar mi tega niti nočemo videti. Tako da v tem prvem prostoru so popolnoma klasični akti, velika večina ženskih, 2 ali 3 so moški. In to je tudi vse, kar je v tej sobi v resnici zapovedano. Se pravi, na en način čaščenje nas samih. Če hočete, homoerotika, v tistem pravem pomenu besede. Tale gospod tlele, ki sedi na tem visokem podstavku, se imenuje pa Ikarus. Kot vsi vidite, gre z ene roke in hudičevo težko bo splezati dol z tega piedestala, kamor je splezal Bog ve kako. In tudi na en način govori o usodi nas samih, posameznikov in nas kot družbe. Se pravi, govori v resnici o nezmožnosti, o želji, vendar o prazni želji, ki se nikoli ne uresniči. Torej, če je tista prva soba namenjena nam, ljudem, če je prva soba človeška, če vsebuje eros, ta druga tega nima več, ampak sem želel najti polno nasprotje. Tu imamo glasnike smrti, tu imamo nekaj, kar je podobno človeku, pa vendar ni. In tudi te figure na stenah na en način spominjajo na figuro Homo-sapiensa, pa vendar to niso. Tako da iz tistega, če lahko tistemu sploh rečemo lepo, tam na oni strani, pridemo v to popolnoma drugačno estetiko, ki se pa tudi v resnici ukvarja z lepim, ampak na svojstven način.
A res? Ja, še najnovejši del, torej smo najvišje, kar lahko pridete na tem našem gradu. In to je edini stolp, ki je tako dostopen letos od aprila. Smo si nekako želeli, da bi videli tudi mojstrstvo teh tesarskih mojstrov, ne? Da bi videli, kako so to res malo dobro ustvariti. In seveda na tem stebru, ne, cela streha visi. Potem smo si pa tudi želeli, da enkrat vidite spodaj, ker ponavadi se to zapre, ne, je podeskano. No in mi smo pač uspeli, vse ni vsem fajn to steklo, pa kot vidite, gledajte, ne, ko ste nam malo čez to pada, ne preveč po tleh gledati in to, da bo bolj čisto. Pisarka, lepo prosim, napiši. Ampak, če pogledate, veste, zdaj so to ali zdaj to, ne, in če tudi pogledate, nimamo sekundarne kvistine, ne, ampak imamo samo, je bi se še luč, da sem tam odjekala. Pišite, gospa pisarka. FN 1773, tako da takrat nekje je bilo zagotovo to narejeno, ker vemo, da so takrat atomski, se pravi lastniki gradu, povišali tele strehe. In to pa vidite tam gor, vidite ta ledenec, ko se prelomi, ga vidite, ne? In so pač povišali streho, so jo malo spremenili, so povišali strehe vseh naših 4. Na tem koncu, ni več. No, tu pa tudi ena velika znamenitost, predvsem, ker niste vsi od tukaj. Ne vem, če ste že videli, da je kakšen ta grad s tako teraso, ne? In na tej terasi, ne vem, ampak bistvo je tako, se vidi fotografiji, pa razglednice, da je bilo tukaj tudi zelenje. Vemo pa, da so tudi atomsi potem naredili v 18. stoletju, da so kaj točno so naredili, ne vemo, ne? Ampak povezali ta dva trakta, ker zgleda, ampak to je zdaj spet velika skrivnost, ne? Imamo to nizko dvorišče in potem imamo to visoko teraso in spodaj imamo skalo, to vemo, ne? Da je spodaj skala. Dobro, je kakšen meter zdaj to dvignjeno, ker imamo tudi elektriko, pa vodovod, pa ogrevanje, tukaj čez, ne? Ampak kako je to bilo, ali so kje vskopali za dvorišče, ali niso, to so pač take skrivnosti, ki jih ne vemo. Vemo pa, da je v bistvu pač naše mesto je tak pomol bil, ne? In da ta grad je bil na koncu pomola. Je da reka Sava na tej strani, pa reka Sava na tej strani, ko je ta spodnja cesta, ne? Tako da ne vemo, ampak jaz moram reči, da ta terasa meni nekaj najbolj krasnega na našem gradu, ker je res tako, vse vidite zdaj, ne? Je tudi lepo. Mi poleti, če pridete vsak torek, imamo kino, če je lepo vreme, smo tukaj zgoraj, ne? Če je slabše vreme, smo spodaj in se imamo krasno in fino, ne? Približno, konci? Ja. Ne, gospod Pelikan, ne, pač Josip Pelikan, Davor je Pelikan, je bil poročen z Brežičankom, Boženo, ki je bila njena sestra, pa je bila poročena z Josipom Holijem, tem slavnim telovadcem in frizerjem in lasuljarjem. Ampak Pelikan ni imel ravno ateljeja, tukaj bil v Idriji, pa malo je bil tukaj, pa potem je bil glavno v Celju, zato pač nimamo neke take dediščine velike njegove. Imamo pa to fotografijo, a ne, da bomo nekako se tako nagnekli. To je v bistvu edina fotografija, ki jo imamo z tega časa, a vidite